Spoštovani predstavnici in predstavniki ministrstev, spoštovana predstavnica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, spoštovani predavatelji in predavateljice, spoštovani vabljeni gostje in cenjeni slušatelji v dvorani in na medmrežju. V veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim na drugi hibridni konferenci Digitalna vključenost v informacijski družbi, DIGIN, ki poteka v sklopu 27. mednarodne konference Informacijska družba pod vodstvom Inštituta Jožef Štefan. Konferenca DIGIN poteka v sodelovanju z Evropskim centrom virov za dostopnost Accessible EU, ki ga neposredno vodi Evropska komisija. Idejni vodja konference je prav naš nacionalni ekspert za omenjeni center, dr. Matjaž Debevc, ki ga na tem mestu lepo pozdravljam. Konferenca poteka tudi v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter njenim inštitutom za medijske komunikacije. Konferenca se prav tako izvaja v sodelovanju z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije. Današnja konferenca je razdeljena na več vsebinskih sklopov. V prvem delu bomo k nagovoru povabili predstavnike 3 ministrstev in predstavnico Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Nato sledijo 4 vsebinske sekcije, ki jih vodimo gospod Bogdan Cerovac, Tuncer Čan, Maja Pušnik in jaz, Tilen Škraba. Po končani predstavitvi sledi zaključna diskusija in podelitev plakete za najboljši članek. Preden pa preidemo k sekcijam, k uvodnemu nagovoru najprej vabim gospo Mojco Štruc, predstavnico Ministrstva za digitalno preobrazbo. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v imenu Ministrstva za digitalno preobrazbo. V današnjem času, ko je razvoj digitalnih tehnologij in orodij v razcvetu, smo kot družba v večini sicer že ozavestili zavedanje, da nam lahko digitalna preobrazba v vsakdanjem življenju konkretno pomaga. Posebej se veselimo prilagoditev za uporabnike s posebnimi potrebami, saj strmi tehnologija na tem mestu k cilju, da bi imeli raznoliki ljudje enake možnosti. In ta misel je odlična. S pomočjo umetne inteligence je mogoče prilagoditi spletne strani, aplikacije in druge digitalne vsebine uporabnikom z okvarami vida, sluha ali motnjami gibanja, na primer z bralniki zaslona ali izboljšano tipografijo. Orodja umetne inteligence, kot so prevajalniki in prepoznava govora, pomagajo osebam, ki govorijo različne jezike ali imajo govorne motnje, da enostavno komunicirajo v digitalnih okoljih. Z uporabo umetne inteligence je mogoče prilagoditi tudi učne vsebine, glede na potrebe posameznikov, kar seveda omogoča bolj vključujoč dostop do znanja. Tu so danes tudi že tehnologije razširjene resničnosti, ki vključujejo glasovne odzive, pa tudi zaznavanje dotika ali fizične interakcije s pomočjo mehanskih povratnih informacij, kot je na primer vibriranje, pritisk kot odgovor na določena dejanja ali dogodke, kar omogoča dostop do informacij tudi osebam z okvarami vida ali sluha. S pomočjo umetne inteligence v razširjeni resničnosti lahko ustvarimo prilagojene virtualne prostore, ki olajšajo interakcijo in navigacijo uporabnikom s posebnimi potrebami, na primer v primeru motenj gibanja ali kognitivne oviranosti. Razširjena resničnost se lahko uporablja tudi za terapevtske namene in v izobraževanju. Na primer, osebam z avtizmom ali drugimi motnjami nudi simulacijske izkušnje za razvoj socialnih veščin. Zadnje čase nezadržno narašča tudi uporaba podporne tehnologije. Gre za izdelke oziroma naprave, ki osebam z zmanjšanimi možnostmi olajšajo vsakodnevno življenje. Uporabniki v metaverzu lahko na primer uporabljajo glasovne asistente ali pomočnike umetne inteligence za pomoč pri navigaciji, izvajanju nalog in dostopu do informacij, kar omogoča bolj intuitivno interakcijo. Podporne tehnologije omogočajo prilagoditev avatarjev in interakcijskih metod v metaverzu,
glede na fizične ali kognitivne omejitve uporabnikov, kar povečuje dostopnost digitalnega sveta. Omogočajo tudi ustvarjanje dostopnih virtualnih prostorov, kjer se lahko posamezniki z različnimi potrebami udeležujejo sestankov, izobraževanj ali družabnih dogodkov. Res pa se s povečano uporabo odpirajo tudi različna etična vprašanja in na to moramo biti pozorni. Digitalna orodja so izjemno pomembna tudi za slovenski jezik in njegovo dostopnost. S projektom Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, ki sta ga financirala Ministrstvo za kulturo in Evropski sklad za regionalni razvoj, ter ga je sooblikovalo takrat še Ministrstvo za javno upravo, danes je tisti del na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, je Slovenija prepoznala pomen razvoja sodobnih jezikovnih tehnologij za slovenski jezik. Cilj projekta je bil zadovoljiti potrebe po računalniških izdelkih in storitvah z področja jezikovnih tehnologij za slovenski jezik, za raziskovalne organizacije, za podjetja in tudi za širšo javnost. Razvoj jezikovnih tehnologij je ključnega pomena, seveda, za preživetje jezika v digitalni dobi, saj se sicer ne bomo mogli vključiti v nove načine komuniciranja, metode dela in preživljanja prostega časa, ki bodo na voljo v prihodnosti. Vsa programska koda in zbirke podatkov, ki so nastale med projektom, so javno dostopne pod odprto kodno licenco. Vse aplikacije so na voljo tudi na javnem portalu RSDO, kjer jih lahko vsak preizkusi in uporablja. V okviru projekta so nadgradili slovenske besedilne korpuse in leksikon besedilnih oblik. Prenovili so učne množice in postopke za strojno označevanje sodobne slovenščine. Rezultati so osveženi in povečani jezikovni viri, ki so na voljo tako uporabniški skupnosti kot za strojno rabo. Z razvitimi postopki in orodji je posodabljanje slovenskih korpusov v prihodnosti hitrejše in preprostejše. Izdelana je govorna baza, ki je osnova za izdelavo splošnega razpoznavalnika govora. Izdelana so bila podporna orodja in postopki za razvoj robustnega, splošnega ter specializiranega razpoznavalnika. Razvit je bil tudi portal s podpornimi orodji in modeli razpoznave ter pripravljen dolgoročni načrt nadgradnje splošnega razpoznavalnika z velikim slovarjem besed ter načrt izdelave tega razpoznavalnika v realnem času za domeno izobraževanja. Izdelana je tudi osrednja slovenska digitalna slovarska baza, ki označuje različne tipe jezikovnih podatkov v slovenščini o odprtem dostopu, avtomatska izdelava baze znanja oziroma semantične mreže, izdelavo virov in orodij za razdvoumljenje pomenov in prepoznavanje semantičnih premikov ter za avtomatsko povzemanje in odgovarjanje na vprašanja, izdelavo korpusov za izvajanje semantičnih analiz. Nameščen je tudi referenčni prevajalnik, razvita so podporna orodja, definirane tudi evalvacijske metode, testirana so bila alternativna orodja nevronskega strojnega prevajanja, izdelani modeli NMT in njihovo osveževanje glede na rast korpusa prevodov. Razvit je del portala s strojnim prevajalnikom in tako naprej. Dela je bilo opravljenega zelo veliko. Zagotovljeno pa je še več drugih projektov. Če omenim projekt Prilagodljiva obdelava naravnega jezika s pomočjo velikih jezikovnih modelov, ki se skrajšano imenuje Povejmo. Cilj projekta je razvoj velikih jezikovnih modelov, ki vplivajo na skoraj celotno področje umetne inteligence in strojnega učenja, pomemben vpliv pa imajo tudi na številna druga področja in celotno družbo. Veliki generativni jezikovni modeli in njihova prilagoditev za sledenje ukazom in dialoško komunikacijo bodo zagotovili tudi temeljno infrastrukturo za aplikacije umetne inteligence v slovenskem jeziku. Izjemno veliki jezikovni modeli, kot sta ChatGPT in GPT-4, so za nekatere naloge pokazali izjemen napredek in sprožili plaz razvoja aplikacij umetne inteligence. Zaradi zaprtosti in netransparentnosti, visokih računskih zahtev in visoke cene prilagoditev pa so nedosegljivi za večino raziskovalnih organizacij in podjetij. Po drugi strani so se v zadnjem času pojavili bistveno manjši, odprtokodni modeli,
ki jih je možno se naučiti in prilagoditi za posamezne naloge na običajnih GPU računalnikih in dosegajo skoraj enako kakovost delovanja. V programu bo razvitih več računsko učinkovitih odprto dostopnih velikih jezikovnih modelov. Zgrajen odprto dostopen model SLO-LAMA za slovenščino bo prvi tak model za morfološko bogat jezik z malo viri. Pripravljen bo korpus za sledenje ukazom, ki bo osnova za nadaljne prilagoditve modela specifičnim potrebam aplikacij, na voljo pa bo tudi za širšo akademsko in industrijsko rabo. Slovenija je tudi ustanovna članica ALT-EDIC-a. EDIC pomeni Evropski konzorcij digitalne infrastrukture, besedica ALT pa Zavezništvo za jezikovne tehnologije. Glavni cilj in prednostne naloge ALT-EDIC-a so ohranjanje jezikovne in kulturne raznolikosti v Evropi. Tehnološko vodstvo in strateška avtonomija nad jezikovnimi tehnologijami pomenita tudi spoštovanje evropskih pravil, vrednot in zagotavljanje suverenosti. Sodelovanje med državami članicami že poteka, namenjeno pa je predvsem naslavljanju naslednjih tematskih področij: obstoječih jezikovnih modelov, razvoja novih modelov, spremljanja podatkov in pa seveda razvoja ekosistema. Slovenija, ki je med ustanovnimi članicami EDIC-a, sodelovanjem v veddržavnem projektu omogoča deležnikom na področju razvoja jezikovnih tehnologij sodelovanje na skupni evropski infrastrukturi za izgradnjo velikih jezikovnih modelov za vse uradne evropske jezike, torej tudi slovenščino. Velik interes za sodelovanje je izrazila RTV Slovenija, kar nas izjemno veseli, ker želi vsem svojim uporabnikom nuditi čim boljše in prilagojene storitve. Če zaključim, vse bolj živo je zavedanje, da moramo imeti pri digitalni preobrazbi vedno najprej v mislih posameznika. Pri digitalnem preoblikovanju je treba upoštevati najprej uporabniške potrebe, potem tudi potrošniške pravice in pa seveda predvsem vedno ustrezno zaščititi človekove pravice. Hvala lepa.